Upokojitev rektorja Univerze v Mariboru Igorja Tičarja že nekaj časa buri duhove. Pogoje za upokojitev je rektor izpolnil že leta 2016, vendar se je vse od takrat trudil, da mandata ne bi predčasno zaključil. Pri tem ga je oviral predvsem zakon o uravnoteženju javnih financ, ki ob izpolnjenih pogojih kandidata predvideva njegovo upokojitev. Univerzo vodi rektor. ZUJF sam, ki je predvidel ukrepe obveznega upokojevanja ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, je z določenimi pogoji, ki so rast BDP-ja na 2,5%, dejansko prenehal veljati v členih, ki obvezno upokojevanje določajo. Torej pomeni z letom, ko je sklep vlade bil objavljen v Uradnem listu, da je BDP presegel 2,5% in to je bilo objavljeno v letu, mislim, 2016 oziroma 2015 za 2014, se je dejansko določila člena ZUJF-a, ki se na to nanašajo, tako pravi zakon, prenehala uporabljati. Ob morebitni veljavi zakona o uravnoteženju javnih financ pa je položaj rektora Univerze v Mariboru popolnoma jasen. Če bi še ZUJF veljal, pomenili prekinitev delovnega razmerja, v tem primeru pa tudi prenehanje mandata rektorja glede na določilo statuta, ki pač tako predvideva, da če rektorju preneha delovno razmerje, mu preneha tudi mandat. 188. člen zakona o uravnoteženju javnih financ govori namreč o tem, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Pogodba o zaposlitvi javnemu uslužbencu iz prejšnjega odstavka preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik prvi delovni dan po izteku 2 mesecev od izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka. Javni uslužbenec ima pravico do odpravnine v višini 2 povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle 3 mesece oziroma 2 zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje. Ne glede na prvi odstavek tega člena, javnemu uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku 2 mesecev od izpolnitve pogojev iz prvega odstavka tega člena dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja. Delodajalec lahko z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena pridobi podatke iz zbirk Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 182. člen zakona o uravnoteženju javnih financ pa govori o tem, da določbe od 183. do 188. člena tega zakona, ki govorijo o zaposlovanju, veljajo do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5% bruto domačega proizvoda. V Uradnem listu pa je bil objavljen sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast že v letu 2014 presegla 2,5% bruto domačega proizvoda. Sicer pa so zahteve delovnopravne zakonodaje v nasprotju z zakonom o uravnoteženju javnih financ, kar v celotno zadevo prinaša dodatne nejasnosti. Kot taka zahteva, da se delavec lahko sam odloči in v tem primeru pač rektor, če tudi nazvan kot rektor je delavec, lahko sam odloča o svoji usodi, kdaj se upokoji in kako se upokoji. O tem se pa Ustavno sodišče tudi že večkrat izreklo. Situacijo dodatno zapleta dejstvo, da statut univerze scenarija predčasnega umika rektorja sploh ne predvideva. Če rektorja ni, ker odstopi, bo moralo seveda se sprovesti vsa procedura, da se izvoli nadomestni rektor oziroma novi rektor. V tem vmesnem času vprašanje, kako statut to ureja, po mojem vedenju, teh določil nimajo, da bi tako v tem primeru lahko, če bi res se želel s 1.1. upokojiti in ga ni, bilo možno takoj zagotoviti nadomestitev. Samo v primeru razrešitve statut predvideva, da razrešeni rektor do imenovanja novega opravlja naloge vršilca dolžnosti. Za vse ostale primere pomeni ni podpisnika, ni zastopnika. Dodatno vprašanja pa odpira rektorjev predlog sprememb, ki bi odločanje o delovnem razmerju rektorja iz upravnega odbora prenesel na senat, sklepanje pogodbe o rektorjevem delovnem razmerju pa na najstarejšega prorektorja. Visokošolski sindikat v tem vidi zavajanje, saj je ukrep možno interpretirati tudi kot dejstvo, da direktor podjetja sklepa pogodbo o svoji zaposlitvi svojim pomočnikom. Na univerzi pa svoje odločitve pojasnjujejo, da je za razrešitev rektorja že zdaj pristojen senat in je torej smiselno, da o delovnem razmerju rektorja, ki je akademski starešina, prav tako odloča najvišji akademski organ, torej senat. Zgodbo bomo spremljali še naprej.